Dober večer, dragi moji. Danes vam bom prebral zgodbico Gregorja Čušina. Zgodbico z naslovom Zmagovalec. Bila je izdana pri založbi Družina. Prisluhnimo ji. Prvi pri vodnjaku je zmagovalec! Kdor bo zadnji je tepček! Dečki so z glasnim krikom planili čez šolski prag. Se zapodili po ulici in še med tekom klicali: Zmaga! Zmaga! V oblaku prahu, ki se je dvigoval izpod njihovih sandal, so izginili za vogalom. Kot vsak dan bodo tudi danes pouk zaključili s tekmo v teku. Na pragu je zastal le Timotej. Bil je nekaj let mlajši od ostalih in s svojimi kratkimi nogami je bil vedno zadnji, vedno tepček. Ni hotel biti znova osramočen. Nenadoma pa je tudi on stekel, a ne za fanti po ulici, temveč levo, ob šolskem poslopju in takoj na desno v temačno uličico, kjer je prepodil 8 golobov in splašil 13 mačk, preskočil 3 luže, ki se še niso posušile od včerajšnjega naliva, in že je bil na tržnici. Bleščeča svetloba in hrup sta ga za trenutek zmedla, a se je takoj znašel. Začel si je utirati pot skozi množico. Karavane, ki so se vsakih nekaj dni zaustavile v Listri, so vedno prinesle kaj novega. Trgovci so glasno hvalili in ponujali svoje blago, kupci so barantali za ceno, sužnji so prenašali nakupljeno. Bilo je kaj videti. A Timotej je tekel in se ni zaustavljal. Kako da se ni še nikoli prej domislil? Če pri stojnici, ker stari Bartolomej prodaja sladke ciprske pomaranče, zapusti tržnico ter prepleza kamnit zid, se znajde na dvorišču Artemajeve strojarne. Steče mimo kupov smrdljivih živalskih kož na drugo stran in kar po zidu mimo 3, ne, 4 hiš. Hop na tla. Še dobro, da je Demeter danes privezal svojega psa. Nato le še okrog vogala Filipove brivnice in že je na glavnem trgu, kjer stoji vodnjak! Zmaga! Stekel je proti vodnjaku, v istem hipu pa so se po ulici pripodili njegovi sošolci. Ko so ga zagledali, so od začudenja in utrujenosti skoraj popadali po tleh. Kako? Odkot? Mislim, kako? Je zadihano jecljal Lin, največji in najmočnejši med njimi. Timotej pa je odgovor dvignil roke v zrak in še enkrat na ves glas zakričal: Zmaga! Ti bom dal že zmago, goljuf! Je Lin jezno planil proti Timoteju. No, počasi, počasi, se je sedaj oglasil mož, ki je sedel na robu vodnjaka in opazoval njihov prepir. Ne vmešavajte se, je rekel Lin in pomignil fantom. No, če pa želite, nam lahko čuvate plašče, da bomo tega goljufa laže zmleli v prah. In medtem, ko se nekateri hiteli odlagati vrhnje dele oblačil, so drugi že pobirali kamne stav. Timotej je le nemočno dvignil roke, da bi si zaščitil obraz, a je možak stopil preden in se obrnil k dečkom. O ja, tudi to sem že počel. Čuval plašče, da so nasilneži lahko obračunali z nedolžnim. Saj to ni nedolžen, goljuf je! Ni res, se je oglasil Timotej. Mož se je sedaj nagnil k njemu in mu resno pogledal v oči. Tekmovalec ne dobi venca, če ne tekmuje po pravilih. Nisem goljufal. Rekli smo, prvi pri vodnjaku je zmagovalec. Nismo rekli, da je treba teči po glavni ulici. Sem pač šel svojo pot. Zmagal sem. Možak se je obrnil k Linu
Je to res? No, to je že res, ampak potem mislim, da je jasno, kdo je bil prvi. Se je mož z resnim nasmehom zazrl v prepotene obraze pred seboj. Dečki so še nekaj časa gledali zdaj možaka, zdaj Timoteja. Potem pa so se mrmraje razšli. Moje ime je Pavel, je rekel možak. Jaz pa sem Timotej, je rekel Timotej. Rad tekmuješ, Timotej? Rad, je rekel deček. Še raje pa zmagujem. In ti? O ja, tudi jaz rad ubiram svoje poti, se je nasmehnil Pavel. In tekmujem in tečem, a ne zato, da bi prejel venec, ki jo vene. Ampak se trudim za zmago, ki mi prinese nevenljivi venec. Nevenljivi venec, je začuden ponovil Timotej. Ja, je rekel Pavel. Ampak pridi, pospremim te do doma. Morda se kak tvoj prijatelj še ni sprijaznil s porazom. Nočem, da bi se vaš prepir spremenil v bitko. Deček se je zazrl v skrivnostnega tujca. Nič posebnega ni bilo na njem. Le njegove oči. Kot bi gorele. Brez dvoma je bil velik pustolovec. Si se ti že boril v kakšni bitki? Lahko bi tako rekel, ja. Bila je kar huda borba. No, pridi. Zakoračila sta po ulici in deček je presenečeno opazil, da Pavel šepa. Saj šepaš? Da, stara poškodba. Veš, v tisti bitki sem pristal na tleh. Se pravi, da si bil poražen? Pavel se je skrivnostno nasmehnil. Ja in ne. Timotej je od začudenja obstal. Kako je to mogoče? S kom pa si se boril? Tudi Pavel se je ustavil. Boril sem se z nekom, ki me je kljub porazu naredil za zmagovalca. Timotej je odkimal. Tega pa ne razumem. Tega, fant moj, se ne da razumeti. Pavel je pobožal fantiča po laseh in mu pomignil, da sta spet zakoračila po ulici. Po nekaj tihih korakih je spregovoril. Poznaš Kristusa? O, seveda ga poznam, se je nasmehnil Timotej. Moja mama je kristjanka in mi je pripovedovala o Jezusu. Fantiču se je posvetilo. Kaj z njim si se boril? Pavel. Mar nisi vedel, kako močan je Jezus? On je močnejši še od smrti. Jezus je najmočnejši, se je navduševal Timotej. Veš, Pavel, Jezus je Bog in Boga ne moreš premagati. Ja, Jezus je Bog, je počasi ponovil Pavel. A tega takrat nisem vedel. Sovražil sem ga. Preganjal sem ga. On pa me je prehitel po drugi poti. Tako kot ti svoje prijatelje. Ljubil me je, ko sem ga jaz še sovražil. Premagal me je svojo ljubeznijo. Zato sem odložil svoj meč in postal njegov vojak. Timoteju so se usta razlezla v nasmeh. Svojo šepavo nogo, Pavel, tečeš za nevinljivim vencem. Odvrgal si meč in praviš, da si vojak. Veš, kaj si ti? Ti si, kar reci, nor. Ne boš prvi, ki mi boš to rekel, se je nasmehnil še Pavel. A modrost tega sveta je pri Bogu norost. Poglej, postal sem Jezusov služabnik
A sem močnejši in svobodnejši kot kdajkoli prej. Slaboten sem, a sem močan. Če me sramotijo, blagoslavljam. Če me preganjajo, potrpim. Če me preklinjajo, odgovarjam blago. Čeprav sem poražen, v vsem zmagujem, po njem, ki me je vzljubil. In vem, da me nobena stvar na tem svetu ne bo več ločila od njegove ljubezni. Vojak mora vendarle imeti orožje, drugače ni vojak, je ugovarjal Timotej. Bi bil rad Kristusov vojak? Pavel je prijel Timoteja za ramena in se mu zazrl v oči, tako da je dečka kar spreletelo. Bi bil rad Kristusov vojak? Je Pavel ponovil. Timotej pa je le molče prikimal. Potem si nadeni Božjo opremo. Okoli ledi se prepaši z resnico. Obleci oklep pravičnosti, obuj se v mir. Predvsem pa vzemi ščit vire, čelado odrešenja in meč Božje besede. Tako boš pripravljen na boj in boš vse premagal in obstal. Si razumel? Timotej je ves prevzet spet le prikimal. Vso pot do doma sta potem molčala. Ko sta se poslavljala, je Timotej vprašal: Kam boš šel? Kamor mi bo Jezus ukazal, da grem. Ponesel bom njegov nauk in njegovo ljubezen do vseh ljudi. S teboj bi šel, je skoraj zaprosil deček. Pavel se je nasmehnil. Otrok si še, Timotej. Moja pot je zate zdaj še pretežka. Čez nekaj let morda. Z Bogom. Ponudil mu je desnico, ki jo je deček močno stisnil, se še enkrat nasmehnil, nato pa se je obrnil in odšel. Deček je gledal za njim, vse dokler ni njegova šepajoča postava utonila v množici. Z Bogom, je zašepetal Timotej. Z Bogom. Nasvidenje. Čez nekaj let se je Pavel vrnil v Listro. Timotej, ki je medtem zrasel v moža, si je nadel Božjo bojno opremo in odšel z njim. Kamorkoli sta prišla, sta oznanjala veselo vest, da je Kristus premagal smrt in da živi, ter širila nebeško kraljestvo. Njune poti pa so se razšle in več let se nista videla. Nekega dne je Timotej od Pavla prejel pismo. Dragi prijatelj, zaprt sem, vklenjen v verige zaradi Božje besede. A Božja beseda ni vklenjena in ni me strah. Saj nam Bog ni dal duha boječnosti, temveč duha moči in ljubezni. Trpi z menoj kot dober vojak Kristusa Jezusa in pričuj zanj. Napočil je trenutek mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, viro ohranil. Odslej je zame pripravljen nevenljivi venec, ki mi ga bo dal moj Gospod Jezus. Zmagovalec. Pa ne le meni, marveč vsem, ki ga ljubijo. Dragi otroci, prav gotovo si vsi želimo biti zmagovalci. Vsem je lepo, ko zmagamo. In ker je vsem to tako lepo, vas povabim, tako kot je Pavel povabil Timoteja, da zmagujemo skupaj z našim največjim zmagovalcem, našim superjunakom Jezusom, ki je tako dober zmagovalec, da je celo premagal smrt. Postanimo njegovi vojaki. Nadenimo si Božjo opremo, okoli ledi se prepašimo z resnico.
oblecimo oklep pravičnosti, obujmo se v mir. Predvsem pa nikoli ne smemo pozabiti na ščit vire, čelado odrešenja in meč Božje besede. Tako bomo vse premagali in zmagali. V današnjem evangeliju lahko slišimo Jezusove besede: blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj. Veste kaj, dragi moji? Mislim, da smo vsi ta advent že nadeli Božjo opremo in da se že kar pridno bojujemo se smetmi, ki polnijo našo posodico, naše srce. Če pa še kakšen kos manjka, ga hitro oblecimo in ga nikoli ne slecimo. Lahko noč.